omejitev obiskov zaradi bolezni dihal, manj prostora na družboslovnih smereh. Otrokom te dni predstavljajo poklice. Danes je svetovni dan indigo otrok. Lepo pozdravljeni. Po Sloveniji se širijo okužbe dihal in gripa. Slednja bo pravi razcvet po mnenju zdravnikov doživela v prihajajočih dneh, k čemur bo pripomoglo vreme. Na Štajerskem so že ta teden opazili porast obolelih za gripo, zaradi česar so v mariborskem kliničnem centru omejili obiske, kot pred kratkim tudi že v ljubljanskem. V UKC Maribor so obiske trenutno le omejili na 2 zdravi odrasli osebi, na infekcijskem oddelku pa že zdravijo posamezne bolnike z gripo. Posebej apeliramo na obiskovalce, naj pustijo otroke doma in bolni naj ostanejo doma. To ni toliko zaradi gripe in bolnikov, ki bi jih zdravili mi, ampak zaradi splošne epidemiološke situacije. S prepovedjo obiskov bodo za zdaj počakali, saj položaj trenutno še obvladujejo. Imamo tudi bolnike s pljučnicami, driskami, z otroškimi nalezljivimi boleznimi. Najhitreje število obolelih narašča med osnovno in srednješolci. V nasprotju z drugimi kraji po Sloveniji pa je na območju Maribora nekoliko pogostejši virus gripe tipa B. Vendar to pravzaprav iz kliničnega vidika ni zelo pomembno, saj gripa pri obeh tipih okužbe poteka približno podobno. Tudi v mariborskem zdravstvenem domu trenutno opažajo le posamezne primere gripe, kar pa se lahko ob koncu tedna, ko so napovedane višje temperature, hitro spremeni. Otoplitev ozračja pomeni to, da se virusi tudi lažje razmnožujejo, zato tudi zopet poudarjam, da se ne zadržujemo v zaprtih prostorih, ampak da prostore zračimo. Gripa je že na pohodu, se kaj čuvate? Cepljem se edino, drugo pa ne. Jaz ne zbolim. Sicer cepite? Ne, nikdar. Jaz upam, da je ne bom dobila. Delam med ljudmi, tako da bacilo milijon na dan. Pripravljam se, ampak sem že pripravljena, ker vedno samo zelenjavo, pa sadja dosijem. Podatki sicer že kažejo, da se virusi, ki krožijo, zelo dobro ujemajo s tistimi v cepivu. Zato je po mnenju strokovnjakov cepljenje še smiselno. Za novince bo jeseni na slovenskih univerzah na voljo dobrih 2000 vpisnih mest manj kot lani, predvsem v družboslovju in humanistiki. Po mnenju rektorja Mariborske univerze dr. Danijela Rebolja je takšna odločitev vlade nezakonita. Ob tem se mu zdi najbolj sporno to, da bodo zasebnim fakultetam z področja humanistike in družboslovja še naprej podeljevali koncesije. Ukrep vlade o zmanjšanju vpisnih mest bo najbolj prizadel pravno, ekonomsko-poslovno in filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, pri čemer so prav te že same predhodno omejile vpis. Na filozofski denimo so ga skrčili že za 18%. Mislim, da je ta ukrep sedaj zelo krivičen za filozofsko fakulteto, kajti nam so ravno tako kot ostalim fakultetam, ki predtem niso zniževali samostojno teh vpisov, zmanjšali z 20% na tiste odstotke, ki smo jih že mi znižali. Rektor Mariborske univerze meni, da je sklep, ki ga je vlada sprejela minuli četrtek, nezakonit. Sklep vlade je nezakonit in mi trdimo, da je. Potem se postavi pod vprašanje celoten vpisni postopek in to lahko povzroči formalne težave. Rektor in dekan opozarjata še, da država ob tem, ko na javnih univerzah omejuje vpis na družboslovju in humanistiki, hkrati prav za to področje podeljuje koncesije zasebnim fakultetam. Tako študente pravzaprav sili k izrednemu, plačljivemu študiju. Sam razumem koncesijo kot financiranje nekih storitev, nekih programov, ki jih javne institucije ne izvajajo. Lahko pomeni to seveda samo dvoje, pretakanje teh sedaj, bom jaz rekel, vzetih razpisnih mest na državnih fakultetah in univerzah v privatno sfero. Menim, da bi veljalo tukaj najprej reducirati ali pa seveda ukiniti te koncesije. Svoje pomisleke bodo v prihodnjih dneh pisno posredovali vsem pristojnim.
Osnovno šolo bo v letošnjem šolskem letu končalo nekaj več kot 17.600 učencev, pred katerimi je prva resna odločitev za nadaljnje življenje. Izbrati morajo srednjo šolo, kar za nekatere pomeni že odločitev za poklic, ki ga bodo opravljali. Pri izbiri so jim v pomoč sejmi poklicev, ki jih zadnja leta lahko obiščejo in spoznajo vse možnosti, ki jih imajo. Naša ekipa je obiskala enega takšnih sejmov na osnovni šoli v Slovenski Bistrici. Slastne palačinke in pecivo, ki so jih pripravili dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, so mladeže oddaleč vabili in kmalu so spoznali tudi skrivnosti kuharskega mojstra. Da si dober kuhar, morda tudi večkrat ne srečen tisto malo duše v hrano. To pa da vsak svoje. Tista prava ljubezen do poklica se pa od malega goji. Zakaj pa bi bil ti rad kuhar? Zato, ker zgleda zabavno, pa še zato, ker se lahko izveš tudi kakšne nove recepte. Bolj zabavaš se zraven, ko kuhaš. Pa že znaš kaj sama pripraviti? Palačinke pa kavo. Palačinke pa pecivo, ko me je sestra naučila, in mafine. Juho, čaj, palačinke, Poskusila, veš? Puding. Šolarji so se ob mojstrovinah kuharjev seznanjali tudi z delom frizerk, maskerk in cvetličarja. Kaj predvsem zanima, ali morda koliko se zasluži ali bolj kakšna znanja so potrebna? Zdaj pri teh, ki so zdaj spraševali, bolj zaslužek. Samo, tak bi jaz rekel, tisti, ki se odloča za poklic glede zaslužka, ne sme delati z rokami, ker potem je bolj bogo. Od tega ne moreš biti bogat, ampak lahko pa imaš vsak dan za kruh. Jaz se tega držim, to me je naučila moja mami. Drugač pa moraš imeti vsaj kanček domišljije pa ročnih spretnosti. Na šoli sicer že tradicionalno pripravijo sejem poklicev, na katerem pa želijo otrokom predvsem približati tiste, ki jih primanjkuje. Želimo posredovati to, kar govorijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Delodajalci bodo gledali tudi na njihove vedenjske lastnosti in tudi delovne navade. Sicer pa si bodo lahko devetošolci bodoče šole podrobneje ogledali 15. in 16. februarja, ko bodo ob informativnih dnevih šole na široko odprle svoja vrata. Predstavniki skupine 29. oktober so včeraj potrdili, da bodo na nadomestnih županskih volitvah v Mariboru nastopili s svojim kandidatom. Prav tako bodo izbrali predstavnike za 4 mestne svetnike. Imena županskega kandidata in svetnikov ostajajo za zdaj skrivnost. Za župana pa bo kandidiral tudi mariborski okoljevarstvenik in aktivist Franc Jesenek, ki je včeraj na upravni enoti že začel zbirati podpise. Doslej mu jih je uspelo zbrati 150. Življenje v Mariboru, mislim, da lahko samo en taki mariborski Dalaj Lama spremeni, ker drugače stranke so na svojih pozicijah, na svojih okopih, ljudje so nezadovoljni, mladina je brezperspektivna. Ne vem, mislim, da se treba od zgori dol začeti širiti neki pozitivni duh. Če še nimate nove vinjete, je v naslednjih dneh ne pozabite kupiti, če se seveda vozite po avtocestah ali obvoznicah. Rumeno-zelena vinjeta velja le še do četrtka, v petek pa bo morala biti na vetrobranskem steklu že nova modro-zelena vinjeta. Na Darsu so v okolici večjih mest napovedali poostren nadzor, ki bo trajal mesec in pol. Za vožnjo z napačno nameščeno vinjeto ali brez nje vam lahko Darsovi nadzorniki na mestu prekrška izrečejo kazen v višini 300 evrov. Poslanci Državnega zbora so opravili drugo obravnavo nove policijske zakonodaje. Gre za 2 zakona, ki urejata pooblastila in delo policije. Med pomembnimi novostmi so večja pooblastila policistov, s katerimi bo policija lažje preprečila izgrede na športnih prireditvah. Policisti bodo lahko posameznikom udeležbo na športnem dogodku ali potovanje na tak dogodek tudi preprečili. Nova zakonodaja na novo ureja tudi področje dela in organizacijo. Med drugim vnovič spreminja imenovanje generalnega direktorja policije. Obema zakonoma se na glasovanju, ki bo jutri, obeta podpora.
Zunanji minister Karl Erjavec je pred začetkom seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko potrdil, da obstajata dva predloga glede predmeta spora v arbitraži o meji s Hrvaško. Erjavec je prepričan, da bo sprejet predlog zunanjega ministerstva, ki so ga pripravili skupaj z mednarodno odvetniško skupino. O tem, kateri predlog bo Slovenija poslala na arbitražno sodišče, bo ta ali prihodnji teden odločala vlada. Ministrstvo za zunanje zadeve bo poslancem sicer predstavilo oba predloga. Sindikat carinikov Slovenije se je danes prvič po začetku stavke pretekli teden sestal z ministrom za finance v odstopu Janezom Šušteršičem. Minister in cariniki so sicer zbližali stališča, vendar bodo ti stavkali do dogovora o vseh stavkovnih zahtevah. Cariniki med drugim zahtevajo enako obravnavo pri izvajanju varčevalnih ukrepov. Vlada namreč načrtuje pri carinikih z znižanjem plač in odpuščanjem privarčevati 3,4 milijona evrov, kar za stavkajoče ni sprejemljivo. Z novo pokojninsko reformo morajo tisti, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko zavarovanje, plačevati občutno višji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ta ne znaša več 14,17 evra, temveč dobrih 45 evrov. Pri Zvezi svobodnih sindikatov svarijo, da mnogi tega ne bodo zmogli plačevati. Prispevek za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje bodo po novem skupno znašali okoli 260 evrov. Ministru za zdravje Tomažu Gantarju bodo sindikati poslali predlog za spremembo zakona, ki bi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje ohranil enak kot doslej. Mariborska socialna kuhinja se bo znova preselila. Brezplačnih obrokov, do katerih so upravičeni socialno ogroženi, ne bodo več delili v gostilni Taborka, temveč nekaj 100 metrov stran v prostorih nekdanje restauracije Panda. Ta je na Taboru v neposredni bližini banke in nekdanje trgovine Metalka. Na novi lokaciji bo socialna kuhinja zaživela že v petek. Danes je svetovni dan indigo otrok. Ti otroci veljajo za zelo nadarjene in uporniške, pogosto pa so napačno diagnosticirani kot hiperaktivni otroci z motnjami pozornosti ali tudi kot avtistični otroci. Indigo otroci se pogosteje rojevajo zadnjih 40 let. Mnogi strokovnjaki so celo mnenja, da od leta 1996 v to skupino spada kar 95% otrok. S fenomenom indigo otrok v njihovi auri naj bi prevladovala modra barva, se strokovnjaki intenzivneje ukvarjajo od 70 let. Še vedno pa ljudje, predvsem starši, premalo vedo o značilnosti teh otrok. Njihova drugačnost se lahko napačno razume tudi kot razvajenost. Menite, da indigo otroci obstajajo? Odkrito povedano, prvič slišim. To so pač otroci, ki so zelo sposobni, ki mogoče pač potem odstopajo od drugih. Ne vem sploh, kaj to pomeni. Indigo otroci zaznavajo frekvence, ki so doslej veljale za neslišne. Njihov imunski sistem naj bi bil veliko trdnejši, desna in leva možganska polovica pa usklajeni. Klasični testi za merjenje inteligenčnega količnika pri indigih ne veljajo več. Njihova zaznava je multidimenzionalna. So intuitivni in neposredni. Glede na to, da škelim na eno oko, so običajno to, bomo rekli, otroci starega programa, pred indigo otroci, prepoznavali okoli 9. leta. Ti otroci to pazijo mnogo prej. Zaradi svoje razširjene zavesti naj bi bili indigi odprti za iskanje novih rešitev. Močno zaznavajo tudi nepoštenost, zato naj bi ustvarjali boljšo prihodnost. Del poti gre v tej smeri, ampak jaz mislim, da pred človeštvom ni tako premočrtna pot. Indigo otroci potrebujejo tudi drugačen sistem šolanja, pri njih namreč običajne vzgojne metode in avtoriteta ne učinkujejo. Fištravec tudi meni, da niso le novodobni ideološki koncept, ampak tudi socialna stvarnost. Ljubitelji južnoameriških ritmov so si noči v Kazinski dvorani lahko prisluhnili slavnostnemu koncertu profesorjev Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Tovrstni koncerti postajajo ustaljena praksa omenjenega konzervatorija. V naslednjem prispevku pa nekaj sinočnjega koncertnega utripa.
Portreti Južne Amerike so profesorji naslovili svoj koncert, s katerim dokazujejo, da ne igrajo le klasične glasbe, ampak tudi popularno. Pri solopetju je latinskoameriški program dokaj redkost, čeprav se mlajša generacija solopevcev nekako čedalje bolj spopadamo z Latinsko Ameriko, z številnimi skladatelji, ki zelo lepo skladajo. Seveda največkrat je opevana ljubezen, kot tudi v drugih tematikah. Velikokrat gre tudi za kakšno tematiko suženjstva in pa seveda tudi raznih drugih opevanj dolin, ameriške pokrajine in tako naprej. Prepoznavno noto v južnoameriški glasbi zagotovo dajeta njena preprostost in njen značilen ritem. Mislim, da Južna Amerika je zelo prepoznavna po bandoneonu. Danes smo ga slišali v različici naše harmonike oziroma akordeona. Drugače pa tudi kitarske skladbe, tolkalske skladbe. V programu, ki so ga dorekli na kolegiju, njegovo vsebinsko zasnovo pa sta v celoti prevzela profesor harmonike Borut Mori in profesor kitare Vojko Višligaj, pa ni umanjkal niti znameniti argentinski skladatelj tanga Astor Piazzolla, s katerim so koncert tudi začeli. Rdeča nit koncerta je bil tango, ker je tango najbolj prepoznavna glasbena zvrst iz Južne Amerike, vključno z Astorjem Piazzolo. Tango je življenje, je način življenja, je stil življenja, ki ga človek dojame. Mi pravimo v Argentini, da v resnici ti ne najdeš tango, ampak tango tebe najde. Bueno, si se puede decir herencia, podría decir corazón. Mi pa k športu. Rokometaši, ki so tekmovali na svetovnem prvenstvu, so se vrnili v svoje klube. Sedaj bodo nadaljevali s tekmami v državnih prvenstvih in evropskih pokalih. Po doseženem 4. mestu v Španiji pa člani slovenske reprezentance razmišljajo drugače, kot so pred odhodom na svetovno prvenstvo. Do tega zadnjega vikenda je bilo res sanjsko. Mi smo zmagovali tekme v težkih končnicah, čeprav nismo igrali nič posebnega, bom rekel, v nekih tekmah. Recimo proti Egiptu smo že vodili, pa smo padli, pa spet vodili, pa padli. Proti Rusom smo imeli možnost, da prej zaključimo tekmo, pa smo spet padli. Mi smo odigrali ene tekme cele kakovostno, kot znamo, in to me malo boli, ker jaz sem mislil, da smo jo prehranili lig za ta polfinale ali pa tekmo za 3. mesto mogoče in da bi vzeli to kolajno. Morda bi jo tudi, če bi igral Dragan Gajić. Naš krilni reprezentant, ki je bil do poškodbe prvi strelec reprezentance, je zadnje tekme na svetovnem prvenstvu spremljal strani. Lahko si le mislimo, s kakšnim veseljem bi vstopil v igro, a bo imel za to še veliko priložnosti. Imamo še veliko prostora za napredek v naši ekipi. To smo se včeraj tudi pogovarjali na sestanku. Se pravi, zdaj nam je v bistvu neka obveza naprej na velikih tekmovanjih, da izboljšamo to uvrstitev 4. mesta in moramo tudi odkrito vsi skupaj napovedovati medaljo. Res je sicer, da je 4. mesto največji uspeh slovenskega reprezentančnega rokometa, a je to hkrati tudi najbolj nehvaležna uvrstitev, ki si jo vsi 4 polfinalisti najmanj želijo. 10 let sem rabil, da sem zopet prišel do polfinala, in sigurno, da sem tudi žalosten, ker ne grem domov z nobeno medaljo. Ampak z Deničem smo, bom rekel, imamo en ciklus. Pomembno mi je to, da se ne razpadamo v nobeni tekmi, da ne gubimo 7-8, ko začnemo gubiti 4 zadetke, da ne začnemo gubiti 7-8-9 zadetkov, in to je zelo dobro. V svetovnem merilu bodo imeli naši reprezentanti čez 2 leti novo priložnost za dokazovanje. Takrat bo prvenstvo sveta v Katarju. In glede na stanje v naši izbrani vrsti, vprašanje o tem, ali bodo tam tudi nastopili, ne bi smelo biti. Še več, mlajši rokometaši bodo takrat zrelejši in če bo njihov razvoj potekal tako kot doslej, potem bo postala medalja zanje realnost. Čeprav Ilka Štuhec na Zlati lisici ni dosegla dobrega rezultata, je mariborska smučarka na naslednjih 2 tekmah opravila z odliko. Na Slovaškem je nastopila v smuku, v katerem letos dosega najboljše rezultate. Včerajšnjemu 2. mestu je danes dodala še zmago in s tem prišla do svoje najboljše uvrstitve v evropskem pokalu. Tako je pokazala, da se lahko z obrobja prebije tudi na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Vem, da sem tega sposobna, žal pač
se vedno nekaj najde, da me malo zmoti, da je potem kakšna napaka, ali pa mislim, da ne morem cele proge odpeljati idealno. Svetovno prvenstvo je pač še ena tekma, kjer bom dala vse od sebe, tekmovala, napadala na polno, pa bomo videli. Slovenski reprezentanti v olimpijskem tekvandoju pa končujejo priprave na prihajajočo serijo turnirjev. 3 Slovenci bodo odpotovali na Švedsko, kjer bodo tekmovali na prvem A turnirju svetovnega pokala v tem letu. Udeležba na turnirju v Trelleborgu je v prvi vrsti namenjena seznanjanju s konkurenco oziroma novinci v posameznih kategorijah, ki si bodo poskušali izboriti pot proti naslednjim olimpijskim igram, ki bodo čez 3 leta v Južni Ameriki. Ker je pri načrtovanem tekmovanju v Iranu prišlo do zamika, je med potniki za Švedsko tudi Ivan Trajkovič. Letos bo dosti lažje tempirati formo, ker imamo samo en vrh v sezoni. Lani je bilo težje, imeli smo 3 vrhe. Najprej je to bilo evropske kvalifikacije v Kazanu, potem evropsko prvenstvo in nazadnje še olimpijske igre v Londonu. Bilo je dosti ne težav, ampak premalo časa, mogoče za neko dobro bazično pripravo na začetku leta, tako da letos smo štartali malo prej, naredili dolgo bazo. In počutim se že zdaj super pripravljen, vem pa, da imam še dosti rezerv. Podobno pot kot Trajkovič je v lanskem letu opravila Nuša Rajher, ki je Maribor zamenjala za Zagreb. V glavnem hrvaškem mestu trenira že drugo sezono. V Zagrebu normalno treniramo 2-krat na dan, 6 dni v tednu. Tam imam super ekipo, večino fantov. Komaj čakam, da bomo šli malo na sparinge z reprezentanco, da vidim nekaj novega, da se začnem zboriti z puncami in komaj čakam tudi nove tekme. Rezultati, ki sta jih v minulem letu dosegla naša sogovornika, ju potiskajo med tiste športnike, ki imajo največje možnosti, da postanejo mariborski športniki leta 2012. Prireditev bodo izpeljali jutri zvečer v dvorani Tabor. Sicer pa bo v Trajkovičevi kategoriji na Švedskem tekmovalo 22 borcev. Izmed Slovencev bosta v Trelleborgu nastopila še Jure Pantar in Anita Kaltak. Za konec še na tuje. V Italiji iščejo ameriško lovsko letalo F-16, ki je včeraj izginilo z radarjev vojaškega oporišča Zveze NATO v Avianu. Blizu Ravene ob jadranski obali so odkrili sledove nafte, o pilotu in letalu pa ni sledu. Letalo je najverjetneje strmoglavilo v Jadransko morje. Poglejmo še druge novice. Letalo z 20 potniki in člani posadke kazahstanske letalske družbe SCAT je danes strmoglavilo na jugovzhodu Kazahstana. Nesreče ni preživel nihče. Letalo CRJ-200 kanadskega proizvajalca Bombardier, ki je vzletelo iz mesta Kokšetau, je strmoglavilo blizu mesta Almataj, na krovu pa je bilo 15 potnikov in 5 članov posadke. Po navedbah letalske družbe je letalo treščilo na zemljo ob drugem poskusu zasilnega pristanka v težkih vremenskih razmerah. Poplave, ki so po obilnem dežju zajele zahodno Avstralijo, so doslej zahtevale 4 smrtne žrtve. Naraščajoče vode so poplavile več kot 2500 domov v avstralski zvezni državi Queensland. Najhuje je v mestu Bundaberg s 70 000 prebivalci, ki je bilo dostopno samo iz zraka. Ker so morali zaradi poplav zapreti mestno bolnišnico, je morala avstralska vojska uporabiti transportna letala, s pomočjo katerih je evakuirala paciente v bolnišnice v Brisbaneu. Zdravstvene oblasti v kitajski prestolnici Peking so 20 milijonom prebivalcem mesta svetovale, naj se čim manj gibajo na prostem zaradi trdovratnega smoga, ki je zajel številna severno-kitajska mesta. Smog, ki v Pekingu vztraja že od sredine meseca, je posledica kombinacije velike onesnaženosti zraka in vremenskih razmer. Nizozemska kraljica Beatrix se odpoveduje prestolu. 30. aprila ga bo predala svojemu sinu, princu Williamu Aleksandru. Do abdikcije nizozemske kraljice ni prišlo povsem nepričakovano. Nizozemski mediji so namreč že dlje časa špekulirali, da bi se kraljica lahko v povezavi s svojim 75. rojstnim dnevom odločila za predajo žezla svojemu najstarejšemu sinu. Razkrivamo še napovedi vremenoslovcev. Jutri bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo otoplilo, dnevne temperature bodo dosegle do 9 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo po večini jasno, le v jugozahodni Sloveniji bo v petek oblačno. Megla ali nizka oblačnost pa se bo pojavljala zjutraj in dopoldne tudi ponekod po nižinah v notranjosti Slovenije. Še bo toplo.
Hvala za pozornost in miren večer. Nasvidenja.